Osebnost leta po vašem izboru je Gregor Zagorc. Prenovljena Kidričeva ulica. Predstavitev kolesarske ekipe Adrie Mobil. Dober večer. Zastor je padel, zmagovalec je znan, gremo novim pozitivnim izzivom naproti, je sinoči po zaključku prireditve, na kateri smo razglasili osebnost leta 2017, slikovito dejal eden od nominirancev. Izjemno odmevna akcija, ki jo v naši medijski hiši oblikujemo skupaj z vami, je tako drugo leto zapored dobila slovesen epilog. Osebnost leta po izboru gledalcev televizije Vaš kanal za leto 2017 je Gregor Zagorc. Tako je direktorica in odgovorna urednica naše televizije Irena Vide razkrila ime osebnosti leta 2017 po izboru gledalk in gledalcev televizije Vaš kanal. Pa definitivno to je eno veliko priznanje za vso delo, ki smo ga opravili, za najlažje reči, ki smo ga opravili, ker to enostavno ni samo moja zasluga in to ni samo moja nagrada, ampak nagrada celotnega orkestra, tamburaškega orkestra Dobreč. Umetniško vodenje je prevzel pred 5 leti in v relativno kratkem času tamburaški orkester Dobreč popeljal v sam evropski vrh tamburaštva. Ti mladi ljudje igrajo s srcem, oni jih odlično pripravi, imajo dinamiko, imajo točne note, ni nobene narobe note in je užitek peti z njimi. Pa o Gregorju in orkestru pripoveduje legenda slovenske zabavne glasbe. Naš izbor za osebnost leta je le še eno dejanje v nizu dobrih zgodb, ki jih že 28 let trosimo naokrog, je med drugim v nagovoru izpostavila direktorica televizije Vaš kanal. Gledalci so sicer izbirali med 12 kandidati. Vsi so krojili nešteto dobrih zgodb, kajti po dejanjih niso bili sami. 12 nominirancev, vsak od njih je na svojem področju pustil močne sledi. Skozi njihove osebne zgodbe sta nas popeljala voditelja Verica Marušič in Marko Mesojedec. Skupno vsem je, da so za dobrobit drugih pripravljeni storiti nekaj več. Vedeti moramo, da je bila reka Sava degradirana reka, regulirana reka in seveda smo jo zdaj spremenili tako, da je ljudem bolj prijazna. Zamisel svobodnega belokranjskega ozemlja se je neverjetno prijela, zato ker na nek drug način prikazuje obiskovalcem Bele krajine to Belo krajino. Mislim, da mora biti človek pravzaprav rojen za to. In seveda mora v sebi nositi tudi en odnos do sočloveka. 12 izjemnih zgodb boste gledalci lahko spoznali to soboto ob 8 zvečer, ko bomo na televiziji Vaš kanal predvajali posnetek celotne prireditve. Tudi v naslednjem prispevku ostajamo pri sinočni prireditvi. Sklepno dejanje akcije Osebnost leta 2017 je gostilo mistično okolje atrija novomeške knjižnice Mirana Jarca. Tokrat nominiranci in povabljeni gostje v Srednji Dolenjski knjižni hram niso prišli zaradi knjig, temveč da bi izvedeli, kdo bo osebnost leta 2017. Pred začetkom prireditve še fotografiranje in nekaj minut za pogovor ter izmenjavo mnenj. 12 nominirancev prihaja z Dolenjske, iz Bele krajine in Posavja. To je ustvarjalce prireditve vodilo k temu, da so k oblikovanju umetniškega programa povabili avtorje iz jugovzhodne Slovenije. Kantavtor Bort Ros, ki se vedno bolj uveljavlja na slovenski glasbeni sceni. Pa prekaljeni mački vokalnega kvarteta Stična, ki so navdušili z Zimzeleno popevko. Vem, nekje živeti mora žena, ki jo vroče ljubi. Posebej navdušujoče so zvenele 4 dame iz Sevnice, vilinke z žametnimi vilinskimi glasovi.
Finale pa je pripadlo mladi vzhajajoči zvezdi Lamaje, ki jo je na gitari spremljal Novomeščan Primož Moškon. Obiskovalce je prireditev navdušila, še posebej so se jih dotaknile zgodbe 12 izjemnih posameznikov. Pomembno je, da se izpostavijo dobre zgodbe in da se izpostavijo dobri in pomembni ljudje, ki so naredili nekaj več za skupnost, v kateri živijo. Osebno menim, da so nas s tem svojim pristopom pozvali vse, da tudi mi naredimo nekaj več. Bom odšel danes iz Novomeške knjižnice in z nekim zavedanjem, da je veliko ljudi, ki želi prispevati in delati veliko dobrega. Ambient čudovit, kaj naredijo te svetlobni efekti, dimni efekti in vsa ta publika, ljudje, čudovito. Za razvajanje brbončic in prijetno druženje v nadaljevanju večera pa gre zahvala Srednji šoli za gostinstvo in turizem Grm Novo mesto. Kljub pravim zimskim razmeram, ki nekatere spravljajo v obup, pa to dopoldne ni preprečilo veselje na Kidričevi ulici v Črnomlju, kjer je bilo kljub sneženju zelo veselo. V sklopu občinskega praznika so namreč simbolično namenu predali celovito preurejeno ulico. Gre za izredno pomembno investicijo, kajti v tej cesti smo dejansko zamenjali vse možno, bom rekla, inštalacijo, ki sodi v cesto, od vodovoda, kanalizacije, optika, elektrika, vse in meteorna voda. Poleg tega smo uredili javno razsvetljavo v celoti in pa tudi naredili pločnik, kot si ga zasluži Kidričeva ulica. Gre namreč za ulico, ki ni pomembna samo za tam živeče krajane. Po tej cesti dejansko vsakodnevno vozi več kot 900 otrok hodi, bi temu rekli, ker tukaj je osnovna šola, je vrtec, je srednja šola, tukaj smo nekje okrog 900 ljudi našteli, ki obiskujejo te inštitucije. Zato so bili danes veseli vsi, tudi vzgojiteljice in vrtčevski otroci. Zelo veseli in še najbolj pa mi veseli, ker imajo zdaj starši kot mi, pa kje parkirati in se po lepi cesti vozimo. Tako varno. Tudi otroci ste veseli? V osnovni šoli Loka pa so še posebej veseli, ker so pločniki širši, promet pa umirjen. Seveda smo zadovoljni, ker gre za varnost otrok, ker tukaj je zjutraj večje število udeležencev v prometu, ker je tukaj srednja šola, osnovna šola, vrtec in je potrebno umiriti promet. Slišati pa je, da nekateri vozniki menijo, da so tako imenovani ležeči policaji na cesti previsoki. Te tako imenovani ležeči policaji so narejeni v skladu s standardi in predpisi in to pomeni, da je treba prilagoditi svojo hitrost in je vse v redu. Odgovarja županja. Celotna prenova 600 metrov dolge Kidričeve ulice je stala skoraj 700 000 evrov. Njena izvedba pa ni bila enostavna. Ne, ni bilo enostavno, predvsem zaradi terminsko kratkega roka. Vsa gradbena dela, in jih bilo malo, so namreč morali opraviti v času šolskih počitnic, kar pomeni, da minulo poletje ni bilo nič kaj prijetno za tam živeče krajane. Ja, treba je imeti živce in razumeti tudi gradbince. Mislim pa, da je to velik dosežek za vse te inštitucije, ki so tukaj, pa predvsem tudi za nas, za krajane. Res lepo. So danes zadovoljno dejali. V 6 letih od ponovne ustanovitve občinske komunale Brežice so v javnem podjetju potekale dejavnosti, ki so smetarja preoblikovale v varuha narave. Letno izvedejo okrog 30 akcij ozaveščanja o pomenu ločevanja odpadkov. Kot nosilci programa Zeleno Posavje za naravo in zdravje so uspeli 5 komunalam v regiji zagotoviti dobrih 88 000 evrov evropskih sredstev Sklada za regionalni razvoj. Brežiška komunala s 87 zaposlenimi skrbi za območje s 25 000 prebivalci. Lansko poslovno leto je bilo po besedah direktorja uspešno. Prvi smo presegli 6 milijonov evrov prometa in ustvarili smo dobiček tam v bližini 80 000 evrov, tako da smo zadovoljni. Cene, to pač zagotavlja spet, da ostanejo cene nespremenjene, da ostajajo enake in da ne bomo rabili dražati naših storitev. Letno izvedejo okrog 30 akcij ozaveščanja ljudi glede ravnanja z odpadki. Recimo prinesi odnesi, se odvija na tržnici v Brežicah vsako soboto. Ljudje lahko
pač uporabniki prinesejo stvari, ki jih več ne potrebujejo doma, odnesejo tiste, ki jih potrebujejo. Tako smo v letu 2017 nekje 12.000 kosov izmenjali, se pravi 300 na soboto, to je veliko. Tako se je okoli 7 ton odpadkov manj odložilo. Ne? V 6 letih so z ločenim zbiranjem količino trajnih odpadkov znižali za več kot 96%, kar v številki pomeni dobrih 4100 ton manj odloženih odpadkov. Če ne bi tega ločeno zbirali, v bistvu bi bila vsaka tona obračunana na položnici po 146 €, pri obdelavi pa odlaganju. In to bi pomenilo, da bi 4-članska družina imela vsak mesec 4,5 € dražjo položnico v letu 2017. V projektu Zeleno Posavje za naravo in zdravje, ki prinaša novo zaposlitev, bodo dodatne akcije za odgovornost potrošnikov. Med drugim aktivnosti za zmanjšanje zavržene hrane v vzgojno-izobraževalnih institucijah, gostinskih obratih, bolnišnici, domu upokojencev. Večjo skrb bodo posvetili še zbiranju odpadnega jedilnega olja z zbiralniki po občini ter z akcijo med gostinci za ločeno zbiranje kavne usedline. Proračun ivanške občine za leto 2018 so tamkajšnji svetniki sprejeli že decembra 2016. Ker pa je v tem času prišlo do določenih sprememb, so občinski svetniki soglasno sprejeli rebalans proračuna za tekoče leto. V dobrem letu so se karte razporedile povsem na novo. Takrat recimo gospodarska rast niti približno pričakovana ni bila taka, kot se dejansko je zgodila in je s tem povezano tudi nekaj več prihodkov v proračun. Tudi prioritete investicij so se spremenile. Lani so se pojavile nekatere priložnosti, kot je denimo postavitev hiše Kranjske čebele v Višnji Gori. Ob tem morajo zagotoviti denar tudi za naložbe, ki jih že izvajajo. To je vodovod Leskovška planota, zgradnja krožišča na zahodni obvoznici v Višnji Gori, prenova Ljubljanske ceste in nekaj dodatnega denarja za gasilce. Skratka, precej smo spremenili sprejeti proračun iz leta 2016. Tudi letošnji proračun je naložbeno naravnan. Pri nas je vedno tako, da skoraj pol proračuna ali več namenjenega investicijam. Tudi letos je tako, pa ne zgolj zato, ker je volilno leto, mi namreč sedimo v dolgoročnem načrtu razvoja občine in s tem proračunom spet sledimo tem ciljem, ki jih želimo doseči. Po rebalansu so prihodki ocenjeni na dobrih 14, odhodki pa na slabih 20 milijonov evrov. Čeprav v teh dneh le redko na cesti srečamo kolesarje, so kolesarji kolesarskega kluba Adria Mobil že začeli z novo sezono. Najboljša slovenska ekipa zadnjih let v novo leto vstopa z veliko mero optimizma in nekaj odličnimi kolesarji v ekipi. Najbolj zveneče ime v ekipi je Jani Brajkovič, ki se po 15 letih vrača v klub, kjer je začel svojo uspešno kolesarsko pot. Glede na možnosti, ki sem jih imel, sem se odločil, da se vrnem sem, ker mi je okolje znano, blizu doma je, poznam ljudi, vem, kaj mi je nujno, tako da je bila odločitev lahka. V ekipi je veliko mladih, doma vzgojenih kolesarjev in nekaj izkušenih kolesarjev, ki so že posegali po odličnih rezultatih na največjih dirkah. Ja, to je jaz mislim, da zelo dobra kombinacija izkušnje z mladostjo, motivacijo. Mislim, da mi lahko nudimo mlajšim kolesarjem veliko in pomagamo pri razvoju, pri dirkanju. Začeli smo v redu zmago, tako da to bo nekje naše vodilo naprej. Vsako dirko štarkamo na polno, pa bomo videli, kolikokrat bomo slavili v sezoni. Glavni cilji kluba so dobri nastopi na dirki po Sloveniji, Hrvaški in Avstriji ter dober rezultat na državnem prvenstvu. Ko dobro delamo, ko skajamo dobre kolesarje, ko sestavimo odlično ekipo, so pričakovanja visoka. V letošnjem letu je ekipa izkušenejša kot v lanskem letu z doma vzgojenimi mladimi kolesarji. Dirka po Sloveniji je bila vedno cilj vseh, ne samo Noveškega kolesarskega kluba, ampak tudi vseh slovenskih klubov ali pa vseh kolesarjev, ki nastopajo tudi za kakšen drug klub, ker je pač to naša največja dirka. Cilj je, da se uvrstimo med prvih 20 ekip na lestvici Europe Toura. Prav tako si bodo poskusili zagotoviti nastop na svetovnem prvenstvu.
Prav je, da so cilji visoki, saj nas trud, ki nas privede do njih, pogosto odpelje iz cone udobja, a veselje je na koncu toliko slajše. Prijeten večer in še lepši petkov zimski dan.